Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Nocoj nas čaka zimska pravljica, ki se prične globoko v zasneženem gozdu. Zima je dolga in mrzla, snega je več kot kadarkoli poprej, hrane pa komaj kaj. Ubogim živalim grozi lakota, zato se stiskajo v svojih brlogih in čakajo boljše dni. Le ena med živalmi pa še vedno tiho upa. Srnica Klara. Svojo željo nežno zaupa zvezdici na zimskem nebu in takrat se začne nekaj čisto posebnega. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Božično praznovanje. Mami, glej, zvezdni utrinek, je vzkliknila srnica Klara. Ali je res vsaka zvezdica na nebu želja, ki čaka, da se bo uresničila? Tega pa ne vem, je odgovorila mamica. Ampak če si nekaj zelo želiš, lahko sama veliko storiš za to, da se ti bo želja izpolnila. Klarina mamica je tiho nadaljevala. To leto je zima prišla zelo zgodaj. Veliko snega je in malo hrane. Bojim se, da Božič ne bo lep za nikogar. Mami, bomo mi imeli dovolj hrane? Je vprašala Klara. Bomo že kako, jo je potolažila mamica. Bomo že. In Božič? Je zašepetala Klara. Mamica ni rekla ničesar. Skrbelo jo je. Klara je imela rada Božič, ki je bil vedno poln presenečenj. Želela si je, da bi bilo tudi letos tako. Za vse. Dvignila je glavo in zvezdici, ki je na nebu najbolj mežikala, zaupala svojo veliko željo. Naslednjega dne je zapadlo še več snega. Tega si Klara res ni zaželela, kajti visok sneg prinese še več skrbi in težav. Nenadoma so se nekje v daljavi oglasili majceni zvončki. Vsaj Klari se je zdelo tako. Zvončki? Še nikdar jih nisem slišala, je razmišljala. Šla je za glasovi. Kam pa ti? Jo je vprašala veverica Tinka. Zvončke sem slišala, iskati jih grem, ji je povedala srnica. Zvončke? Nobenih zvončkov ne slišim, je zamrmrala Tinka. Jaz pa sem jih slišala. In ko sem sledila zvončkljanju, sem našla tole, je rekla Klara. Jagode, se je začudila veverica. Kaj pa lešnike? Si našla tudi lešnike? Ne, lešnikov pa ne, je žalostno odkimala Klara. Morda bi morala s teboj, če boš slučajno našla kakšne lešnike, je menila Tinka. Poslušaj, zvončki, spet slišim zvončke, je zašepetala srnica. Nič ne Psst, jo je prekinila Klara. Hej, kam pa vidve? Jo je ogovoril zajček Rafko. Za zvončki, je odgovorila Tinka. Za zvončki, je vprašal Rafko. Čakaj, tudi jaz jih slišim. Zakaj pa hočeta tja?
Klara je sledila zvončkljanju in je našla nekaj jagod, je pojasnila Tinka. Gotovo so kje tudi lešniki zame. Grem lahko še jaz? Lačen sem. Vse, kar rad jem, je globoko pod snegom, je zastokal zajček. Tako so vsi šli tja, odkoder se je slišalo tiho cingljanje. Au! Je kar naenkrat kriknil Rafko. Au! Moja tačka se je zataknila za zlomljeno vejo. Au! Kako ti je pa to uspelo? Je vprašala Tinka. Tebe sem gledal, namesto da bi pazil kot tacam. Mi lahko pomagata? Tinka je potisnila in Klara je povlekla. Zlomljena veja se je premaknila in zajčkova tačka je bila rešena. Ko se je veja premaknila, pa so se izpod nje pričeli kotaliti lešniki. Hoš, mentana reč, je zavriskala Tinka. Lešniki! Mislim, da jih moramo razdeliti, je rekla Klara. Deliti? Je široko zinila Tinka. Lešniki, jagode, mogoče še kaj od doma, je nadaljevala srnica. Vsega skupaj je tako malo, da bi še to delili, zakaj pa? Je nasprotovala Tinka. Si mislila na kaj posebnega? Se je začudil Rafko. Ja, na božično praznovanje sem mislila, se je zasmejala Klara. Čiv? Kaj pa je? Kaj se dogaja? Je zanimalo ptičke. Klara je slišala zvončke, je pojasnila Tinka. Šli smo za zvončkljanjem in odkrili nekaj slastnih dobrot. Praznovali bomo, je pojasnil zajček Rafko. Bi tudi vi radi prišli na naše praznovanje? Čiv, nekaj semen imamo, prinesli bi jih, so se ponudili ptički. Ali lahko povabimo še sovo in ostale, čiv? Seveda, vsem povejte, je rekla Klara. Srečali se bomo ob vznožju hriba in šli skupaj na vrh. Tam je najboljši prostor za božično praznovanje. Ptički so veselo novico raztrusili po vsem gozdu. Kmalu so od vse povsod začele prihajati živali in vsaka je prinesla kakšno malenkost, da bi jo delila z drugimi. Ko so skupaj prilezle na vrh hriba, niso mogle verjeti svojim očem. O, poglej, no poglej, kakšno čudovito drevo, so vzklikale očarane živali. In res, na drevesu je bilo polno dobrot za lačne želučke. Ob drevesu pa jih je čakal osliček. Izak sem, je rekel, in zvončki okrog njegovega vratu so zazveneli. Tvoji zvončki so nas klicali, je rekla Klara. Otroke iz bližnjih vasi je skrbelo, da ne boste imeli dovolj hrane, ko je tako visok sneg, je pojasnil osliček. In pomagal sem jim nositi priboljške za vas. Vse povsod po gozdu so jih pustili. Potem pa so okrasili še tole drevo za božič. Juhu, lešnike vidim, je zavriskala veverica. Čiv, čiv, hvala, hvala, so zaščebetali ptički. Slišal sem nekaj o praznovanju, pa sem prinesel še svoje korenčke, je rekel Izak. Živali so si razdelile vse, kar so imele. Potem so pele božične pesmi in veselo zarajale. Osliček Izak je povedal zgodbo o prvem božiču. Oslički jo namreč še posebno lepo povedo. Pošteno je, če si razdelimo, kar imamo, je s polnim gobčkom lešnikov zamomljala veverica Tinka.
To je najlepši božič, kar sem jih kdaj doživel, je pristavil zajček Rafko. Klara je pogledala oslička in njegove zvončke ter se obrnila k mamici. Mami, zvezdici sem poslala svojo željo, je rekla. Želela sem si lep božič in kakšno presenečenje. S tvojo pomočjo se ti je želja tudi izpolnila, je pokimala mamica. Božično praznovanje je bilo imenitna ideja. Nenadoma je z neba padla lesketajoča se zvezdica. Živali so obstale in nemo opazovale čudoviti prizor. Takega božiča še nikoli ni bilo. Prav je, da smo si vse razdelili, so se strinjali gozdni prebivalci. Tako je božič veliko lepši, najlepši. Ja, kako ganljiva božična zgodba. Klarina iskrena želja je stopila mraz, odprla srca živali in jih spomnila, da prazniki niso le darila. So tudi trenutki, ko se povežemo, delimo, si pomagamo in si ogrejemo dušo. Ko so se živali zbrale in skupaj ustvarile skromno, a srčno praznovanje, je najmanjša iskrica dobrote razsvetlila najhladnejšo noč. V mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še eni čarobni zimski pravljici z naslovom Gospod Snežak. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi srnice Klare ter ostalih prijaznih gozdnih živali. Čau, čau. Čudovita zgodba. Bravo, Klara. Pa res nekaj čarobnega, ne?